Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zanimivi ter zelo poučni pravljici bomo spoznali Borisa, učenca, ki svojim neprimernim vedenjem vsak dan spravlja v zadrego druge učence. In prav nihče se mu ne upa postaviti po robu. A nekega dne se vse spremeni in to na bolje. Zanimivo, kaj ne? Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pa kaj? Na šolskem igrišču Boris s svojim vedenjem terorizira vse prisotne. Vsak dan se zdira nad drugim učencem. Tudi to jutro ni nič drugače. Približa se Tilnu. Hej, iz usti smrdi, mu reče. Tilen zardi in si z roko pokrije usta. V razredu ves dan ne spregovori niti besede. Učiteljica se zato jezi nanj. Ne razume, zakaj molči, namesto da bi odgovarjal na vprašanja. Toda Tilna je preveč sram in o tem ne želi govoriti. Naslednji dan se Boris spravi nad Mijo. Kako grda si s svojimi repki. Mija postane sardeča v obraz. Razpusti si svoje repke, ki jih je ljubeče naredil očka. Ob koncu šolskega dneva si izmisli izgovor, samo da ji ne bo treba očetu povedati, zakaj si v resnici razpustila lase. Naslednji dan Boris užali Gabriela. Ne znaš si zavezati vezalk na čevljih, prej neumen si za to. Gabriel zardi in naglo zapusti igrišče. Zateče se v učilnico. Nikoli več ne bo za v šolo obuv športnih copat z vezalkami. Naslednji dan se Boris norčuje iz Julije. Hej, tvoja očala so smešna. Julija zaradi sramu sname očala in jih pospravi v žep. Zdaj je nemogoče, da bi lahko brala knjigo ali videla na tablo. Res škoda. In noče si jih več nadeti. Sledijo Tadej, Irena in Laura. Z vsakim od njih Boris postaja bolj in bolj zloben. Vse do dneva, ko na šolo pride nova učenka. Pavla, vsa nasmejana, pride na igrišče, kjer se iz oči v oči znajde z Borisom. Hej, tvoje pege so čudne. Fuj, fuj, fuj. Vsi učenci zadržijo svoj dih. Le kaj bo zdaj naredila nova deklica? Pa kaj? Ga vpraša Pavla in ga pri tem gleda naravnost v oči. Boris je tako presenečen, da ne ve, kaj bi rekel. Pavla skomigne z rameni in gre naprej svojo pot. Naslednji dan Boris opazi, da se Pavla pogovarja z Andrejem. Približa se mu. Hej, tvoja trenirka je res odvratno grda, sklikne Boris. Pa kaj? Odvrne Pavla, ne da bi povesila pogled. Kar se tiče Andreja, je rdeč kot rdeča pesa, vendar se ne umakne in ne odide, da bi se preoblekel. Vsi na igrišču ga opazujejo in zadržujejo svoj dih. Naslednji dan Boris vidi Pavlo v pogovoru s Cirilo.
Hej, ti si tako suha. Pavla pogleda svojo prijateljico. Cirila se vsa trese, vendar mu odgovori: No, pa kaj? Boris je besen in odide. Vsi na igrišču ga z velikim zanimanjem opazujejo. Naslednji dan se Boris odloči, da se bo spravil nad fanta, ki ni Pavlin prijatelj. Približa se Benjaminu. Hej, pozabil si zapeti zadrgo na svojih hlačih? Zavpije. Benjamin zardi od sramu in pogled spusti k hlačom. Toda preden lahko reče eno samo besedo, vsi na igrišču zakličejo v en glas. Pa kaj? Boris, ves osramočen, odide. Ko se tisti večer vrne domov, mu ob vhodnih vratih pot prekriža njegov veliki brat. Hej, malček, tak si kot palček. Pa kaj? Odgovori Boris. Ne da bi še naprej posvečal pozornost svojemu bratu, Boris stopi v hišo in poišče tolažbo v objemu svojih staršev. Jutri bo zanj velik dan. Vsem učencem se bo opravičil za svoje grdo vedenje. Upa, da se bo s katerim od njih tudi spoprijateljil. Ja. Zanimiva, predvsem pa poučna zgodba o tem, kako se je v določenih trenutkih potrebno postaviti zase. Borisove nesramne besede so se dotaknile prav vsakega. In res njegovo obnašanje nikakor ni primerno. Sicer pa smo tudi ljudje med sabo različni in ravno te razlike so tiste, ki nas bogatijo. Sicer pa kot vedno sama pravim, lepa beseda lepo mesto najde. In na tem mestu moram Borisa tudi pohvaliti za pogumno odločitev za opravičilo vsem otrokom, ki jih je s svojimi besedami zelo prizadel. Otroci, mojim knjižnem kotičkom pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Šerif Bobby, v kateri boste spoznali ubogega brezzobega šerifa, ki pa se je po robu postavil najhujšemu zločincu. Lepo se imejte, dragi otroci, bodite strpni ter prijazni, predvsem pa srčni. Že kmalu pa se spet poslušamo. Čau, čau! Ja, bravo, Pavla. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo uživali v soju odrskih luči in sicer v gledališki predstavi. Učenci so skupaj z učiteljico z mnogo truda ter časa pripravili pravo piratsko predstavo. In med učenci je tudi Žan. Žan, ki večer pred premiero ne more zaspati, saj ima ogromno skrbi glede predstave. Mislite, da bo predstava uspela? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici z naslovom Predstava. Za Žana in vse njegove sošolce bo kmalu prišel dan, ki ga tako težko pričakujejo. Samo še nekajkrat gredo spat in že bodo stali na odru obsijani žarometi. Na predstavo se z gospo Elodijo pripravljajo že več tednov. S svojimi pridnimi tačkami izdelujejo vse, od scene do kostumov. Strižejo, lepijo in ustvarjajo. Starši se bodo gotovo počutili, kot da so nekje na Karibskem morju. Tema letošnje predstave so namreč, kot ste morda že uganili, pirati. Žan te dni misli samo še na predstavo
in vsak večer vadi pred svojimi največjimi oboževalci. Odvežite vrvi, mornarji! Kapitan Črna brada vas bo popeljal na nepozabno pustolovščino. Na predvečer predstave je Žan v svoji posteli, vendar: Mami, ne morem zaspati, pa naj še tako zatiskam oči. To je normalno, ljubček. Jutri je veliki dan, zato si tako vznemirjen. Mislim, da me je strah. Predstavljaj si, da se zmotim. Ali da pozabim svoj kostum. Ali da padem. Ali pa, da bi z odra moral na stranišče. Vse bo v redu, srček. Vse bo šlo kot po maslu. Pripravljen si. Veliko ste vadili. Misli predvsem na to, kako prijetno bo in kako neizmerno boš užival s svojimi prijatelji. Končno le pride veliki dan. Žan je tako vznemirjen, da se prebudi prvi. Mami, oči, danes je, predstava je danes. Oči, kdaj gremo v šolo? Počakaj še malo, moj mali pirat. Najprej bo treba zajtrkovati. Končno le prispejo v šolo in mama Žana pospremi do zakulisja. Pridi, da te še enkrat objamem, ljubček, mu pravi in ga še enkrat poljubi. Vem, da se boš izkazal. Ta kostum vala ti zelo pristaja. Mami, a misliš, da bom nekoč lahko igral pirata? Seveda, ampak vedi, da je tudi tvoja vloga zelo pomembna. Val je tisti, ki piratski ladji pomaga, da se pomika naprej. In ti si najlepši val, kar ga je svet kdajkoli videl. V zakulisju Žan sreča vse svoje prijatelje. Pogled se mu ustavi na prečudoviti Lili, ki je že v svoji obleki. Res je najlepša od vseh princes, vas osupel pomisli. Preden se učenci povzpnejo na oder, gospa Elodija daje še zadnje navodila. Tim, ne grizljaj svojega meča, to ni korenček. Maša, nehaj vleči Lili za obleko. Kje je Vili? Aha, tamle je. Ne pozabi svojega meča, Črna brada. Ste pripravljeni, otroci? Ja! Zapijajo vsi v en glas. Dobro, pa ne pozabite na nasmeh, jim še svetuje gospa Elodija. Ponosna sem na vas, moje zvezde. Vem, da se boste odlično odrezali. In kar je najpomembnejše, uživajte! Rdeča zavesa se odgrne in vsak zavzame svoje mesto na odru. 1, 2, 3, zdaj sem postal val, si reče Žan in se požene na oder. Od tam, kjer stoji, lahko vidi Lili, ki je na vrhu najvišjega grajskega stolpa. Tako rad bi bil pirat, da bi jo lahko rešil. Zavzdihne. Ampak zdaj ni pravi trenutek, da bi razmišljal o tem. Zdaj je val in v igri ima prav tako pomembno vlogo. Med gledalci sta tudi oče in mama. Prišli sta celo sestra Neja in babica Betka. Vsi so tukaj. Kaj, če bi jim pomahal, da ga vidijo? Konec koncev se val stalno premika. Pa naj bo. Samo majhen zamah. Nihče ne bo opazil. Odvežite vrvi, mornarji. Kapitan Črna brada vas bo popeljal na nepozabno pustolovščino. Na kljunu ladje deklamira Vili. Kapitan, zakliče Andrej. Krmilo usmerjamo proti otoku, da osvobodimo princeso. O, lepa klovnesa, recitira Vili. S tresočim glasom še enkrat poskusi. O, le. V dvorani nenadoma zavlada tišina in vsi pogledi se uperijo van. Ubogi Vili, pozabijo svoje besedilo, pomisli Žan. Počasi se približa Viliju
in ob tem poskuša kar čim bolj posnemati gibanje valov. Kaj delaš? Me poskušaš utopiti? Se razjezi Vili. Ne, tukaj sem, da ti pomagam, mu zašepeta Žan. O, lepa princesa, mu zašepeta v uho. Vili hitro razume navodila in ponovi za njim. O, lepa princesa. Prepluli smo vse oceane, da bi vas našli, zašepeta Žan. Zdaj smo tukaj, da bi vas rešili, preljuba princesa, izvoljenka mojega srca, nadaljuje. Vili dosledno ponovi vsako besedo, ki mu jo Žan prišepne. O, črna brada, rešitelj moj, zakliče Lili iz svojega stolpa. Tako sem vesela, da ste tukaj. Ampak da me rešite, se boste morali najprej soočiti z zmajem, ki straži ta stolp. Začenja se zadnja bitka. Žan se umakne ob stran in spodbuja svoje prijatelje. Tudi on se na svoj način spopade z zmajem. Končno jim le uspe pokončati to strašno pošast. Žan je tako vesel, da je lahko Viliju pomagal rešiti Lili. Na koncu predstave vsi navdušeno ploskajo. Vili ta čas izkoristi za to, da se približa Žanu. Hvala, Žan. S tvojo pomočjo sem se spomnil besedila in rešil princeso. Lili je edina, ki je z vrha svojega stolpa opazila, kaj se je zares zgodilo. Tudi ona pohiti k Žanu in mu na uho zašepeta. Skočila bom med valove, moj pravi rešitelj si namreč ti. Bravo, Žan. Tudi mi vsi smo ponosni nate. Predstava je čudovita pravljica, ki nas simpatično zgodbo popelje v svet ustvarjalnosti, prijateljstva ter poguma. Namreč stati na velikem odru v sovju močnih luči, kjer množica že nestrpno čaka na predstavo, ni tako enostavno. Trema nas lahko hitro ustavi, a z zaupanjem vase in podporo prijateljev ter najbližjih se lahko premaga tudi največji strah. In tako so tudi današnji učenci s skupnimi močmi odlično uprizorili piratsko predstavo. Bravo, vse pohvale. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pa kaj? V kateri boste spoznali učenca, ki pa ni bil ravno tako spodbuden kot Žan. Še več, Boris je bil zelo žaljiv do otrok v šoli. A nekega dne se je vse spremenilo in to na bolje. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite ustvarjalni ter prijateljem v stiski le priskočite na pomoč. Čau, čau! Bravo, Žan. Odlično si se odrezal. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem Ježku Snežku, ki ga morda že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni! Otroci, ali veste, da je človekovo nepravilno ravnanje najpogostejši vzrok za nastanek požara? Zato je pomembno, da se naučimo pravilnega ravnanja, s katerim lahko požar preprečimo ali pa ga omejimo oziroma pogasimo. Ježek Snežek nas bo v tokratni zgodbi podučil prav o tem. Zgodbo Ježek Snežek in požar je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru.
Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek, snežek in požar. Zakaj odrasli govorijo o ognju z velikim strahom, kot bi govorili o najstrašnejši pošasti? Razmišljal sem o tem in ogenj narisal kot rumeno zver z rdečimi očmi. Vedno narišem stvari, o katerih razmišljam. Tudi to sem slišal od odraslih. Če ne paziš, lahko iz plamenčka ali iskrice hitro nastane ogromen ogenj. Požar. Zato budno pazim na svojo risbo, da rumena zver z rdečimi očmi ne bi skočila iz nje in se razširila. Ježek Snežek, ki je moj najboljši prijatelj, se mi smeji. Pravi, da me bo moral ognju še veliko naučiti. Rad se igram, da sem junak. Napade me rumena zver z rdečimi očmi in jaz jo premagam. Ježek Snežek se mi spet smeji. Pravi, da narisani ogenj ni še nikogar opekel. S katerim ognjem naj se pa igram? K pravemu me ne pustijo. Ne smem k štedilniku, vžigalice in vžigalnike pa skrivajo na najvišje police. Ogenj sploh ni namenjen igri, mi razloži Ježek Snežek. Ogenj je mogočen. Treba ga je spoštovati, ne pa izzivati. Če z ognjem pravilno ravnaš, ti je lahko veliko pomoč. Kuha, greje in sveti. Če pa se pred njim junačiš, se hitro obrne proti tebi. V trenutku ti zraste čez glavo in lahko izbruhne požar. Ježek Snežek je vedno tako pameten. Tudi jaz bi bil rad takšen. Prepričal sem starše, da so me ostrigli na ježka. Lasje mi štrlijo kot ježeve bodice, glede pameti pa se ni nič spremenilo. Še vedno ne razumem, zakaj vsi zganjajo ta krom-pompom glede ognja. Potem pa ga neko noč srečam čisto od blizu. Zgodi se takole. Po noči se zbudim. Kašljam. Soba je polna dima. Ne morem dihati. Ježek Snežek me s postelje potegne na tla. Pove mi, da se dim zadržuje pod stropom, zato je pri tleh malo več zraka. Takoj morava ven iz stanovanja, na prosto. Zakaj? Kaj se dogaja? V pižami že ne grem ven. Se upiram. Ježek Snežek mi ostro reče, da ni časa. Pustiti morava obleko in stvari in bežati ven. Zdaj se Ježek Snežek odplazi do vrat in previdno potipa, ali so vroča. Niso, vzklikne. To pomeni, da za temi vrati ni ognja, mi pojasni. Lahko jih odpreva. No, zdaj pa hitro ven. Na hodniku se zaletiva v očeta in mamo. Oče me zgrabi in dvigne v naročje. Čez nos in usta mi potisne mokro krpo, da lažje zadiham. Stečemo ven na prosto. Zunaj opazim, da Ježka Snežka ni ob meni. Ježek Snežek, kje si? Ne oglasi se. Zajočem. Hočem nazaj pon. Oče me ne spusti iz naročja. Mama me miri in mi dopoveduje, da smo zunaj na varnem. Tudi z Ježkom bo gotovo vse v redu.
Ne smemo v stanovanje, dokler ne pogasijo požara. Oči imam zatekle od solz in nos ves smrkav. Malo stran zagledam majhno bitje, ki nekaj kriči. Saj to je moj ježek Snežek. Ni se izgubil. Kakšno veselje! Kriči. Potrebujemo gasilce. Pokličite 112. Šele zdaj vidim, da nekaj oken našega bloka žari. Ostrmim. Notri se šopiri gromozanska rumena zver z rdečimi očmi. Ima 10 glav in še ji rastejo nove. Grozljiva je, veliko bolj, kot pa sem si predstavljal v domišljiji. Pridrvijo gasilska vozila, sirene tulijo in luči zavijajo. Iz vozil planejo gasilci in odvijajo cevi. Rumena zver z rdečimi očmi se od jeze še huje razplamti. Gasilci se junaško spopadajo z njo. Polivajo jo s curki vode. Nekateri ljudje skozi okna kličejo na pomoč. Gasilci jih dosežejo s svojimi dolgimi lestvami in jih spravijo ven na varno. Tudi ježek Snežek jim pomaga. Pri tem ga ušvrkne ognjeni jezik rumene zveri z rdečimi očmi. Čisto malo mu osmodi bodice, vendar se on ne ustraši. Zvije se v klobčič in se kotali, dokler ni pri meni. Zapomni si to, mi šepne v uho. Če te ujame ogenj, se moraš povaljati po tleh. To ga zaduši, veš? Oba pogledava gor. V bloku začnejo ugašati rdeče oči rumene zveri. Vidim, kako leze skupaj in izgublja moč. Nato usahne in izgine. Previdno vprašam ježka Snežka. Od kod pa se je vzela ta rumena zver z rdečimi očmi? Na tiho se bojim, da je morda pobegnila iz moje risbe. Ježek Snežek mi pove, da so pri sosedovih pristavili polnil na štedilnik in nanjo pozabili. Olje se je vžgalo in ogenj je hitro preskočil na kuhinjsko krpo, od tam na polico in naprej. Goltal je reč za rečjo, se večal in zrasel v rumeno zver s rdečimi očmi. Ko se vrnemo v stanovanje, obupno smrdi po dimu. Pri nas ni nobene škode, pri sosedovih pa je pravo pogorišče. Vse je črno. Ampak pomembno je, da smo vsi živi in zdravi, kaj ne? Mi pravi ježek Snežek. Uničene stvari nadomestimo z novimi in stene prebelimo. Zdaj razumem, zakaj se vsi tako bojijo ognja. Na risbo v rumeni zveri z rdečimi očmi sem narisal še gasilca s cevjo. Naj se le premakne, pa bo dobila vodo naravnost v obraz. Na drugem koncu papirja, daleč stran, z ježkom Snežkom leživa na travi, gledava v nebo in se brezskrbno smejiva. Zvečer prosim ježka Snežka, naj mi pove zgodbico za lahko noč. Danes si ti na vrsti, mi odvrne in smukne pod odejo. Delam se zaspanega. Čez čas me dregne. Dej no, rad bi slišal zgodbico o tem, kako smo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Se še spomniš? Vidim, da ne bo odnehal. Zato je bolje, da poskusim. Otroci, mi boste pomagali? Ježek Snežek, ukrepal si umirjeno in premišljeno. Poskrbel si za varnost družine, ter tudi za svojo varnost. Res si bister in pogumen.
S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnati med požarom. Še vedno je najpomembneje, da v primeru požara ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Otroci, predlagam, da si vzamete še nekaj minut časa in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru požara. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z Ježkom Snežkom pa vam želiva veliko znanja. Prvo vprašanje. Kaj moraš storiti, če izbruhne požar v stanovanju? A. Pustim vse stvari in takoj stečem ven na prosto. B. Poiščem najljubšo igračo in se skrijem pod odejo. Pravilen je odgovor A. Pustim vse stvari in takoj stečem ven na prosto. Drugo vprašanje. Med požarom se pojavi dim. Kaj storiš? A. Odprem okna in vrata, da se prezrači. B. Ker se dim zadržuje pod stropom, se plazim pri tleh, kjer je več zraka. Pravilen je odgovor B. Ker se dim zadržuje pod stropom, se plazim pri tleh, kjer je več zraka. Tretje vprašanje. Na katero številko pokličeš, če izbruhne požar? A. Na številko 211. B. Na številko 112. Pravilen je odgovor B. Na številko 112. In še zadnje vprašanje. Kaj storiš, če se ti vname obleka? A. Povaljam se po tleh, da zadušim ogenj. B. Tečem in kličem na pomoč. Bravo! Pravilen je odgovor A. Če se ti vname obleka, se povaljaš po tleh, da zadušiš ogenj. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici se bomo potopili v morske globočine ter spoznali prikupnega hobotnička, ki se malce težje osredotoči samo na eno opravilo. Kako tudi ne, saj ima toliko rok. Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Hobotniček Cene. Cene je majhen, gibek hobotniček. Ima dar, da hkrati lahko počne ogromno stvari. Kaže, da ima to v krvi vsa družina. In tako doma vlada prava zmešnjava. Ta lastnost je zelo dobrodošla, kadar je treba sestaviti sestavljanko, brkljati okoli hiše ali pripraviti mizo. In kakšna je šele zmešnjava, ko se družina odpravi na sprehod? Pozor! Vihar v peskovniku! Zalila bo koralni greben! Toda Cenetova sestrica in starši so tako prijazni ter vljudni, da jih imajo vsi radi. Edini, ki mu vse to dogajanje malce preseda, je Cenetov učitelj. Hobotniček Cene je bister in dober učenec. Toda gospod Sardon je redoljuben mož, ki
ki ima rad, da so vse stvari na svojem mestu. In ko danes, tako kot vsako jutro, Cene s svojimi rokami pomaha v pozdrav, gospod Sardon dobi morsko bolezen. Otroci se pri uri likovne umetnosti posedejo za svoje mize. Gospod Sardon deli barvice in čopiče. A še preden konča svoje delo, Cene že vsem razdeli papir, ne da bi sploh zapustil svoj stol. Hvala, Cene, zajeclja gospod Sardon, malce zmeden. Otroci se lotijo dela. Cene z eno roko drži svoj papir, medtem ko z drugo natančno riše. A še vedno ima dovolj rok, da hkrati lahko dela še cel kup drugih stvari. Na liste svojih sošolcev tako začne pisati njihova imena. Ošili barvice, Trnežu odpre knjigo z risbami, drži stol, na katerem se guga morski koniček in obriše prah z želvinega oklepa. Glava gospoda Sardona se obrača v vse smeri. Usede se. Hvala, Cene, vzdihne. V jedilnici Cene obeduje, a to ni vse, kar počne. Deli še prtičke in pospravlja krožnike, si naloži še eno porcijo alg, začini kitovo malico in vse to počne, ne da bi se sploh premaknil s svoje skale. Gospodu Sardonu malica ne tekne preveč. Na očeh mora imeti Ceneta in to ga pošteno izčrpava. Čas je za odmor. Cene si podaja žogo z želvo in stuno, a to še zdaleč ni vse. Vrti še skakalno vrv, bere zgodbo in na pesek nariše ristanc. Gospod Sardon prosi gospo Slanikovo, naj popazi na otroke. Malce si gre odpočit. Ob začetku popoldneva se gospod Sardon vrne. Vsak učenec vzame knjigo in se usede na spužvo. Nastopil je najmirnejši čas dneva, čas počitka, ki pa je za Ceneta najtežji. Bere sicer rad, a kaj ko tako težko sedi pri miru. Skuša se zbrati. Hop! Ena od njegovih rok obrne stran v knjigi, ki jo bere morski polžek. Flop! Druga naravna očala jastogu. Hop! Spet tretja poda smešno sporočilce delfinu. Gospodu Sardonu prekipi. Ceneta odpelje k ravnatelju. Zelo mi je žal, Cene, reče. Toda v času počitka se je treba umiriti. Oprostite, učitelj, tega ne delam nalašč. Kmalu zatem se iz ravnateljeve pisarne zaslišijo čudni zvoki. Bonk, benk, prask, bum, bum, tresk, hresk. Ubogi ravnatelj, pomisli gospod Sardon. Popoldanskega počitka je konec in ravnatelj pospremi nasmejanega Ceneta nazaj v razred. Gospod Sardon, reče ravnatelj, vaš Cene je čudovit. Razumem, da vam hobotniček s svojimi nemirnimi rokami nakoplje kakšno sitnost ali dve. Kot otrok sem bil tudi sam velik zalogaj za svojo varuško. S Cenetom sva se pomenila glede tega in se lotila dela. In tukaj je rezultat. Tada! Vzklikneta Cene in ravnatelju en glas, ko odpreta škatlo. Miza za Ceneta. Prav takšna, o kakršni sem vedno sanjal, naznani ravnatelj. Zdaj bo lahko hkrati počel ogromno stvari. Še doda in pomežikne gospodu Sardonu. Učitelj je vzhičen. Kako dobra zamisel! Gleda, kako obe hobotnici v rekordno hitrem času postavita mizo in jo opremita s pripomočki. Hvala, gospod ravnatelj, reče Cene, ko se namesti. Tistega popoldneva se učijo zgibanja papirja.
gospod Sardon občuduje prizor. Zadovoljen je, da je hobotniček Cene polno zaposlen in zelo priden. Ja. Zelo zanimiva pravljica, kaj ne? Pravljica o tem, kako smo si tudi ljudje med sabo različni, drugačni, ter da je potrebno to drugačnost razumeti ter spoštovati. Vesela sem, da sta hobotniček ter gospod ravnatelj le našla rešitev, nad katero pa je bil navdišen tudi učitelj. Bravo! Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni šolsko obarvani pravljici z naslovom Pa kaj? V kateri boste spoznali učenca Borisa, ki je vsakodnevno zelo grdo ogovarjal otroke. A nekega dne se je s prihodom nove učenke vse spremenilo. In to na bolje, mnogo bolje. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite strpni ter spoštljivi in se kmalu spet poslušamo. S hobotničkom pa vam pošiljava morski pozdravček. Čau, čau! Bravo, Cene. Super rešitev ste našla. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Se spomnite pogumnega ter vztrajnega zmajčka po imenu Iglek, ki se je zaradi svoje bodeče iglice na repu umaknil v samoto. A kot veste, mu je uspelo najti rešitev. Znova se je vrnil k svojim prijateljem in ponovno so uživali v novih dogodivščinah. V tokratni zgodbi pa bomo spremljali Igleka ter njegove prijatelje pri njihovih prvih korakih v šoli. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo drugemu delu iz zbirke slikanic Iglek, ki je nastal izpod peresa čudovite slovenske pisateljice Lucije Matić z naslovom Iglek v šoli. Zmajček Iglek se je ves vesel odpravil proti domu. Vso pot je hitel in komaj čakal, da pride domov. A ne samo zato, da bi pokazal novost, ščit za ostro iglico na repu. Zaradi ščita se bo spet lahko igral s prijatelji in nič več ne bo žalosten. Mudilo se mu je tudi zato, da očka in mamice ne bi skrbelo zanj, ker je bil celo noč z doma, pa še med nevihto. Zmajčki namreč niso imeli interneta in telefonov. Nikakor niso mogli sporočiti staršem, kje so in kaj počnejo. Če niso dobro pazili nase, se jim je kaj hitro lahko zgodilo, da so se izgubili, da jih je pojedel dinozaver, da so si kaj zlomili in podobne nesreče, ki so se lahko pripetile nepazljivemu zmajčku. Ko se je Iglek pojavil pred domačo votlino, saj veste, otroci, da so zmaji živeli v votlinah. Kaj mislite, kako je bil videti zmajski dom? No, res je bilo to, da so zmaji radi živeli visoko v gorah. Tam, kjer je bilo drevje tik pod skalovjem. Radi so imeli gore, ker so lahko prosto letali med njimi, lovili hrano, se skrivali in živeli v miru pred drugimi živalmi. Njihove votline so bile prostorne, suhe in tople. Nudile so jim zavetje pred nevihtami, močnim soncem in dinozavri. Ko se je Iglek končno pojavil pred domačo votlino, so se ga vsi zelo razveselili. Opazili so, da ima na repu nekaj novega. Ampak najprej so ga presrečni objeli, saj so videli, da mu ni nič hudega. Pojasnil je staršema, da je bil celo noč na varnem pri botri želvi in da mu je ona pomagala najti rešitev za njegovo težavo.
Povedal jim je, da bo od tedaj naprej spet vse tako, kot je bilo prej. Lahko se bo igral in se brez strahu veselil s prijatelji. S tem ščitom ne bo nikogar več poškodoval. Veselje je preplavilo tudi mamo zmajevko in očka zmaja. Komaj je Iglek pojedel kosilo, že so se v votlino zganili vsi njegovi prijatelji in ga vse povprek spraševali, kje je bil, kaj se mu je zgodilo, ali se gre lahko igrati z njimi in podobne reči. Tudi oni so ga bili zelo veseli. Očka zmaj je predlagal, da bi ljubje zvezali še s travnimi bilkami, da bi močneje držalo, nato pa naj gredo vsi skupaj že enkrat ven, saj so prehrupni in predivji. Ko so zunaj utrdili ljubje z močnimi travami, so se prijatelji odpravili na bližnji travnik, da bi se igrali. Veselo so poskakovali, se lovili in se smejali. Bilo jim je lepo, kot že dolgo ne. Iglek je bil spet prav tak, kot je bil včasih. Najbolj nasmejan, najbolj vesel in vedno pripravljen na igro. Nič več se ni bilo nikomur treba bati bolečin, saj je bila Iglekova bodica varno spravljena pod ščitom iz lubja in trav. Sredi najlepše igre jih je nepričakovano zmotil velik zmaj in jim naročil, naj se vsi skupaj zberejo in pripravijo, kajti prav tedaj se je začela šola. Da, otroci, prav ste slišali. Tudi zmaji so hodili v šolo. In to ne šele pri 6 letih kot človeški otroci. Kaj mislite, otroci? Kaj so se zmajčki učili v zmajski šoli? Res je to, da so se zmaji v zmajski šoli učili brusiti kremplje, ostriti zobe, močno ugrizniti, leteti, iskati hrano in izgubljene prijatelje ter bruhati ogenj. Da, bruhati ogenj. Vsak zmaj se je moral vseh teh reči naučiti, saj jih ni znal že takoj ob rojstvu. Naučiti se je moral tudi rjoveti, pomagati poškodovanemu zmaju in ga pospremiti domov, pospraviti za sabo in peti zmajske pesmi. Kdo pa je zmajčke učil vse te reči? Zmajski učitelj, seveda. Učitelj zmajev je bil zelo zabaven in tudi zelo vztrajen. Če se kateremu zmajčku ni dalo učiti in se namesto tega raje igral, mu je to dovolil. Toda zmajček ni smel prej domov, dokler se ni naučil vsega, kar je učitelj za tisti dan načrtoval. Tako so se vsi zmajčki raje najprej naučili, kar si je učitelj zamislil, šele potem so se igrali naprej. Tistega dne so se učili brušenja krempljev in ostrenja zob. Učitelj je vprašal zmajčke, če morda že vedo, kako se to počne. Zmajčki so hiteli razlagati, kako si njihovi očki in mamice brusijo kremplje na skalah, na drevesih, na kosteh umrlih živali in podobno. Učitelj jih je pohvalil, kako dobro opazujejo odrasle. Dejal jim je, da jim bo brušenje krempljev in ostrenje zob najprej pokazal sam, nato pa bodo vsi skupaj še vadili, dokler bo treba. Zmajčki so komaj čakali, da se odpravijo k skalam. Med hojo so nabirali maline, jagode in borovnice. Celo pot so se sladkali z njimi. Ko so prišli do skalovja, so se posedli v krog, učitelj pa jim je pokazal, kako naj si brusijo kremplje in kako morajo paziti, da si kremplja ne zlomijo. Zmajčki so ga najprej pozorno opazovali, nato pa brž poskusili še sami. Sprva jih je malo zaskelelo, saj kremplji pri majhnih zmajih še niso tako trdi kot pri odraslih. Nekaj zmajčkov pa je bilo tudi nerodnih in so se upraskali na ostri skali. Toda učitelj zaradi tega ni prekinil pouka, temveč je zmajčkom pokazal, kako si rano izmijejo v bližnjem potoku in nato pritisnejo nanjo, da se kri zaustavi. Potem so še previdneje vadili. Nazadnje je bilo na vrsti ostrenje zob. Kaj mislite, otroci? Kako si zmaji ostrijo zobe? Res je.
tako da grizejo kosti in žvečijo les. Tako si zmajčki zobe ostrijo, pa tudi umivajo. Zmaji seveda niso imeli zobnih ščetk in paste. Zato so si poiskali dišečo zeliščno vejico, ter jo grizljali in žvečili. Vejica jim je dobro očistila zobne obloge, pa še sapa jim je dišala po zeliščih. Zmaji so zato seveda imeli zdrave zobe in lep nasmeh. A samo za tiste, ki se jih niso bali. Če je namreč zmaj kdaj pokazal svoje zobe, so se živali raje razbežale, saj so mislile, da jih hoče pojesti. Zmajčki so si že želeli, da bi jim učitelj pokazal, kako uloviti zajce, veverice in miši, kako bruhati ogenj in rjoveti. Toda učitelj je rekel, da to pride na vrsto drugič. Naročil jim je, naj še naprej vadijo brušenje, nato pa se lahko igrajo in raziskujejo gozd. Zmajčki so bili tako kot druge mlade živali takoj pripravljeni na skrivanje, pihanje listov, tacanje po lužah in podobne zabavne reči. Iglek je zelo rad hodil v šolo. Rad se je učil. Bil je dober in hiter pri učenju, zato je lahko pomagal tudi drugim zmajčkom. Kaj mislite, otroci, da se je Iglek najraje učil? No, res je to, da se je Iglek najraje učil iskati. Najraje je iskal zelišča, kamne in živali. Rad je prinašal svoje odkritja prijateljem in učitelju ter poslušal, zakaj je kakšna stvar pomembna, kaj lahko z njo počnejo in kako jo lahko koristno uporabijo. Tako so zmajčki počasi spoznali zdravilna zelišča za bolečine v trebuhu, ustavljanje krvavitev in preprečevanje vnetij. Naučili so se poiskati bivališča živali ter rastišča hranilnih in zdravilnih rastlin. Naučili so se, kako skrbeti za najdišča hrane, da jih ne bi opustošili. Veste, otroci, zmaji so bili odvisni od narave. Če bi kakšno rastlino preveč objedli, je naslednje leto ne bi bilo več. In potem bi vsi trpeli pomanjkanje. Vedno so pazili, da niso utrgali vseh rastlin s koreninami vred ali da niso ujeli mladih živali, ki so še hranile svoje mladiče. Pazili so, da so počistili za seboj in varovali okolje. Naučili so se tudi, da morajo iti kakati in ulat stran od hrane in vode. Naučili so se, kako se mora zmaj okopati, da ne smrdi. Kako naj si poliže kožo med prsti, da je čist. To so vsi zelo radi počeli, ker jih je med lizanjem svojih tac prijetno žgečkalo. In včasih so se lizali med prsti tudi med tem, ko jim je učitelj kaj razlagal. Zmajčki so ugotovili, da je šola zelo zabavna. Tudi učitelj jih je pohvalil, saj je bil zadovoljen z njimi. Vsak dan so se kaj novega naučili. Včasih sploh niso vedeli, da so v šoli, ker so se učili kar med igro. Če kdo česa ni razumel, so mu ostali brž priskočili na pomoč in mu še enkrat pokazali ali razložili, dokler niso vsi znali vsega tako, kot je bilo treba. Bravo. Zelo zanimiva ter predvsem poučna zgodba. In tudi tokrat je pisateljica poskrbela, da ste med poslušanjem zgodbe lahko sodelovali tudi vi. Prav tako pa vas znova vabim, da tudi vi na spletni strani objavite svoje misli ali ilustracije Igleka. Odlična ideja, kaj ne? Vse pohvale pa tudi Igleku ter njegovim prijateljem za aktivno sodelovanje v zmajski šoli. Dobrosrčni zmajček Iglek pa vas lahko popelje kar skozi 11 zelo zanimivih zgodb, polnih novih dogodivščin. Otroci, verjamem, da so tudi vaši šolski dnevi zelo zanimivi in polni novih znanj kot v zmajski šoli. Lepo se imejte, uživajte ter se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Kako zelo zanimivo. Bravo, Iglek.